Spoštovani in spoštovane vsi prisotni, vse prisotne, lepo pozdravljeni. Priznam, da je to moja prva individualna novinarska konferenca, zato verjamem, da boste razumeli, če bo kakršnakoli zadrega ali spodrsljaj. Povedano je že bilo, da sem rojena v Mariboru, tudi na prezentaciji sproti bojo stvari prihajale in jih bom razložila, tako da sem občanka Maribora že od rojstva in to rojstvo se je zgodilo pred 34 leti na 12. septembra. V takrat tročlanski družini imam še brata, drugače je pa družina delavskega porekla, bom rekla, oče je kvalificiran delavec, mama gospodinja, tako da dobro vemo, kaj so to gospodarske, socialne krize. Šli smo skozi nizke stvari, skratka, pomembno pa je, da je družina obstala in da smo šli naprej. Seveda, ker sem se rodila, tako kot sem rekla, v družini, po izobrazbi sem doktorica znanosti in vsako stvar sem v bistvu morala tudi sama dokončati, za vsako stvar se sama potruditi. Ničesar mi ni bilo potrjeno, nimam nobenih ozadij, kdo bi mi kdorkoli pomagal. Zastavila sem si cilj, da postanem najprej učiteljica, to mi je uspelo, kasneje sem nadaljevala in sedaj seveda delam na fakulteti za naravoslovje in matematiko tukaj v Mariboru kot asistentka za didaktiko biologije, se pravi, poučujem bodoče učitelje, kako učiti biologijo. Poleg tega sem seveda tudi vodja Centra za vseživljenjsko učenje, kjer pripravljamo različne programe za vseživljenjsko izobraževanje odraslih, posebej učiteljev, tako da sem vsestranska v javnem sektorju kot tudi v tržnem delu. Nekateri so mi zdaj v teh predvolilnih časih dali status, kot piše zgoraj, nov politični obraz. Ja, za nekatere sem res nov politični obraz, nekateri so pa pobrskali in ugotovili, da sem že bila na državnozborskih volitvah, tako da se bodo potem odločili volivci sami, ali sem nova ali pa imam že tudi kaj iz tega dela izkušenj. Dejstvo pa je, da sem politično popolnoma neobremenjena. Nisem ne mestna svetnica, nimam nobenih ozadij, nobenih lobijev svetniških, tako da moj življenjski moto je nikoli nad nikomer ne obupaj, kajti čudeži se dogajajo vsak dan. In jaz ne bom obupala nad Mariborom, kajti Maribor je moj dom. Zaradi tega verjamem, da sem prava za županjo in ker želim za Maribor najboljše, tako kot piše Povezani za Maribor, bo tudi moto skozi kampanjo. Skozi teh par minut bom predstavila v bistvu bistvene točke, ki se mi zdijo pomembne za vodenje mesta, kar pa še ne pomeni, da so to edine točke, seveda jih je še več, ampak je treba zadevo strniti in na kratko povedati. Tekom 4 tednov približno, verjamem pa, da bo še precej časa in dovolj, da se pogovorimo tudi še o katerih drugih. Verjetno pa vam fotografija samo pove, kaj bo tisto prvo področje, gospodarstvo. Tukaj vsi pričakujemo seveda nova delovna mesta in da ta rdeča puščica ne bo šla nevzdržno in nestrpno dol, ampak da se bo čim prej dvignila navzgor in da bomo živeli vsi boljše, zadovoljneje in tako, kot nam tudi to pripada. Zdaj iz gospodarstva je pomemben tale cilj, da preprečimo najprej negospodarno ravnanje v bistvu z občinskim denarjem. Projekti, ki bodo, da bodo pripravljeni skladno z razpisi, da bo dovolj časa, da se bodo ljudje lahko pripravili nanje in da ne bodo razpisi za nekoga namenjenega, že naprej dogovorjenega. Skratka, ne bo favoritov, zato ker te poznamo, zato ker si naš, zato ker si levi, desni, zgornji, spodnji, ampak pravila za vse enaka. Drugo, dati podporo podjetniškemu potencialu, omogočiti to podporo. Zakaj?
podjetništvo ni v bistvu samo podjetje kot tako in SP, DOO, kakršnakoli druga družba, ampak podjetništvo, da ljudje znajo tržiti in svoje znanje tudi prenesti na druga področja. In seveda tisti, ki so boljši, tisti, ki pokažejo dobre rezultate, zakaj jih ne podpreti in tudi nagraditi, tako ali drugače. Seveda je pa potrebno še črpati veliko bolj, kot je bilo do sedaj evropska sredstva. Trenutno so bila precej slaba in pa črpanje je bilo po moji presoji prepočasno. Vemo pa, denar je, vendar je treba stvari urediti in da stvari tečejo tako, kot morajo, kar se tiče evropskih sredstev. Privabljanje tujih investicij. Maribor si bo sicer pomagal sam. Nihče nam ni pomagal. Ponavadi so nam dali še kakšna polena zraven, črne pike, Mariborčani in Maribor bomo stopili sami iz krize, vendar bomo morali sami tudi privabiti tuje investitorje. Preden pa bo zagon gospodarstva dvig tiste rdeče puščice navzgor in ne več navzdol, je pa seveda treba počistiti pred lastnim pragom in verjamem, da je ena od bistvenih točk tudi delo v mestni upravi. Mestni upravi in v javnih in tudi v javnih zavodih. Zato verjamem in bi na tem mestu poudarila, da je hitra in učinkovita, predvsem pa profesionalna javna uprava tisti pravi ključ, tisto pravo, kar nas bo peljala v osnovi naprej. Kajti, če nismo ne hitri, včasih sem vesela, ko grem na kakšen urad, pa mi stvari naredijo v še isti dan, pa smo zelo zadovoljni, te prakse so v tujini nekaj povsem normalnega, pred nas pa smo presenečeni in veseli in to razlagamo še 2 dni potem sosedom, kako so dobro to opravili. Potrebno je na občini izvesti, na mestni upravi izvesti reorganizacijo in seveda napraviti tudi vitkejšo organizacijo. Bom tako povedala, mogoče malo v prenesenem pomenu, ampak vsi od nas smo verjetno v svojem življenju že dobili kak kilogram gor, pa smo se verjetno tudi že malo težje obračali, se sklonili, zavezali vezalke, se pogledali, kje od zadaj, tako da ne pomeni, da suhi najboljše stvar obvladujejo, to nisem želela povedati, ampak zagotovo, da bomo vedeli, kdo in kaj dela in kje dela, kako dela, takrat bo tudi boljša stvar funkcionirala. Sociala je trenutno ena od kritičnih točk, ki se nanaša seveda na gospodarstvo in vse stvari vsa področja se med sabo povezujejo in se ne morejo izključevati. Spodbujala bom prostovoljstvo na vseh področjih. To ne pomeni samo, ker prostovoljstvo marsikdo razume zelo ozko, ampak prostovoljstvo na vseh ravneh. Tudi sama sem delovala dolga leta kot prostovoljka v Rdečem križu, kot vzgojiteljica in tudi pedagoška vodja otrok v Punatu. Mogoče je celo kdo med vami letoval v Punatu ali bil vzgojitelj in tudi te dejavnosti so zelo dobrodošle in pa seveda pomagati institucionalnim vsem tistim, ki nudijo socialno pomoč. Potrebujejo pomoč. Okolje in prostor, ja, kako da ne, seveda se v njem živimo, moramo skrbeti zanj in pa da ne mečemo tudi na tem področju denarja skozi okno, je pomembno, da zmanjšamo porabo energije. Začeti pa mora vsak občan, vsaka občanka najprej pri sebi. Od kurjave do porabe goriva, elektrike, vode in seveda potem se vse to prenese tudi na javno upravo. Zdaj pa še izobraževanje, ki je zelo širok pojem. Mi imamo v mestu Maribor univerzo, vsako mesto se ne more pohvaliti za tem, vendar znanje, ki ga tam dobimo, ga je treba prenesti in znati prenesti potem tudi v gospodarstvo.
Naše znanje ni slabo, vendar manjka tisti podjetniški razvoj, podjetniški potencial, da znajo to znanje potem študentje, ko doštudirajo, uporabiti v praksi, prenesti, da se znajo znajti, da jim mi pri tem pomagamo, da se povežemo z univerzo, skratka, komunikacija, pozitivna komunikacija na vseh področjih bo potrebna in na vseh lokacijah. Zdaj, nekatera področja boste rekli ob tem jedrnatem zaključku, da sem spustila, nisem omenila zdravstva, športa, kje pa je kultura, ne, ničesar nisem spustila, vendar, tako kot sem že prej rekla, treba je dati vsaj neke prioritete in dovolj bo še časa za to, da se pogovorimo tudi oziroma se pogovarjamo tudi o drugih stvareh. In zato, ker verjamem, da sem prava za županjo, tudi predstavljam zdaj uradno in plakat in moto povezani za Maribor in dr. Andreja Špernjak za županjo Maribora. Kajti želim postati županja vseh nas, vseh naših družin, vseh nadobudnih otrok, mladostnikov in zaradi njih velikokrat tudi zaskrbljenih staršev, upokojencev, pa seveda vseh tistih, ki jih mogoče se zdaj v teh naštevanjih niso našli. Želim postati županja mesta Maribora in to poštena županja mesta Maribora, skrbeti za enakovreden in pravičen razvoj vsakega dela mesta, mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Jaz se zavedam težke gospodarske situacije, res se. Tudi občutim na zgodbah, ki so okrog mene, žalostne zgodbe, gospodarske krize, brezposelnosti, ki seveda kasneje tudi izbijajo ven v družinskih zgodbah, ki so velikokrat žalostne in tragične. Vendar, treba si je postaviti jasne cilje in temu narediti konec. Vem, da znam, vem, da zmorem in želim povezati ljudi v mestu Maribor skupaj. Tako kot ima mesto Maribor dva bregova, levega in desnega, ki nas povezujejo mostovi, enega imamo ravno pred seboj, tako zmorem povezati ljudi v Mariboru. V Mariboru nam nekaj izrazito manjka. Imamo projekte, imamo tudi dobre projekte, so bili, vendar veliko projektom je manjkal konec. Vem, da zmorem vsem projektom, ki bodo smiselno zastavljeni, razumni, zastaviti dober začetek in pa uspešen konec. Če bi bili zdaj v ameriški nanizanki in filmu, bi rekli srečen konec, ampak ker smo v Mariboru, verjamem, da je bolj realno, da rečem uspešen konec. Zato verjemite v take ljudi, ki verjamemo, da zmoremo povezati ljudi.